Znova dober večer in hvala vsem tistim, ki ste potrpežljivo počakali. Poskusili bomo še v tretje. To zdaj sicer ni bila dobra reklama za Ansat, ker očitno je tam nekje težava. Mi bomo poskusili znova. Torej še enkrat, če nam ne bi uspelo, pa bomo potem kasneje razložili na Facebook strani, kako naprej, kdaj bodo šmarnice potem v resnici. Ti si moja gospa, ti me spremljaš do voda, vem, da tam se skupaj snideva, ko prispev jaz do tja. Nad menoj ves čas bediš, da ne zgubim se knjig, razsvetljuješ v tvoje teba. Da me vodiš, da poti ugasna, kmalu me pripelje do Boga. Ti si moja gospa, ti me spremljaš do Boga, vem, da tam se skupaj snideva, ko prispev jaz bom do tja. Soncu vidim tvoj obraz, blago se smehlja, kaže pravo pot mi upanja. Če delil ljubezen Bog do brata vsakega, prav gotovo srečo bo Boga. Ti si moja gospa, ti me spremljaš do Boga, vem, da tam se skupaj snideva, ko prispev jaz bom do tja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta, občestvo Svetega Duha in priprošnja naše nebeške Matere Marije naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Torej še enkrat prisrčno pozdravljeni na začetku nocojšnjega šmarničnega večera. Tako kot vselej smo povabljeni, da na ta oltar položimo naš današnji dan, naše misli, zahvalo dobremu Bogu za vse prejete milosti, pa tudi marsikatero prošnjo v teh dneh, prav posebej pred Jezusovim nebohodom, prosimo za blagoslov našega dela, za dobro letino, za odvrnitev naravnih in drugih nesreč, pa v času epidemije še vedno tudi za zdravje, za to, da vztrajamo v vsem tistem, kar je prav in dobro. Mašni namen nocojšnje svete mašne daritve pa je sam po sebi čudovit, v zahvalo. Prosimo Gospoda, naj očisti naše srce s svojim odpuščanjem. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, Sveto Devico Marijo si obdaril z milostmi Svetega Duha, ko je molila z apostoli. Na njeno priprošnjo tudi nas napolni Svetim Duhom,
da bomo enodušno vztrajali v molitvi ter prinašali bratom in sestram veselo vest odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tisti, ki so spremljali Pavla, so ga tiste dni pripeljali do Aten in so se vrnili, ko so prejeli naročilo za Sila in Timoteja, naj čim prej prideta k njemu. Pavel je stopil v sredo Areopaga in spregovoril: Atenci, po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Ko sem namreč hodil okrog in ogledoval vaša svetišča, sem našel tudi oltar, na katerem je bilo napisano: Neznanemu Bogu. Kar torej častite, da si ne poznate, to vam jaz oznanjam. Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, on, ki je Gospod nebes in zemlje, ne stanuje v templih, narejenih z rokami. Tudi si ne da streči s človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval, kajti on sam daje vsem življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da prebiva po vsej zemlji. Odmeril je in določil bivanju ljudi čase in meje, da bi iskali Boga, če bi ga morda otipali in našli, zlasti, ker ni daleč od nobenega izmed nas. V njem namreč živimo in se gibljemo in smo, kakor so tudi nekateri vaših pesnikov rekli. Celo njegovega rodu smo. Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo podobno zlatu ali srebru ali kamnu, izdelku človeške umetnosti in zamisli. Bog je zatisnil oči nad časi te nevednosti, zdaj pa oznanja ljudem, naj povsod delajo pokoro. Določil je namreč dan, ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet po možu, ki ga je v to določil. In da bi vsi mogli verovati vanj, ga je obudil od mrtvih. Ko so pa slišali o vstajanju od mrtvih, so se nekateri posmehovali, drugi pa so rekli: O tem te bomo poslušali drugikrat. Tako je Pavel odšel iz njih srede. Nekaj mož se mu je pridružilo in so vero sprejeli, med njimi tudi Dionizij Areopagit in žena Damara in še drugi z njima. Potem je Pavel odpotoval iz Aten in prišel v Korint. To je Božja beseda. Bogu hvala. Si čisto mi srci, dal odprte mi roki, dal si čustvami, dal si mi razum, dal svobodo, da lahko samo sem odločil se, zasadil vame viro in pogum. Zato bom vidno hodil za teboj, zato bom vidno hodil za teboj. Evangelij bom živil, aleluja ti bom pil in vidno hodil za teboj. Kak si po tvojih potih grem, sem vesel, saj dobro vem, da na koncu te poti me čakaš ti. In ko čas me bo vzel, vem, da k tebi bom prišel in alelujo z angeli bom pil. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelij bom živel, aleluja ti bom pil in vedno hodil, in vedno hodil, in vedno hodil za teboj. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici. Ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč, kar bo slišal, bo govoril in prihodnje reči vam bo oznanil. On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanil. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanil. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Včeraj se je Jožefu in Mariji uresničila velika želja. Po dolgem času sta se lahko videla. Zelo na kratko, a zelo prijetno srečanje je bilo. Mariji se niti sanjalo ni, da je njena sošolka Debora že opazila tako njo kot Jožefa. In če je to opazila Debora, je pomenilo to, da bodo se v isti minuti za to izvedele vse sošolke. Žal res. Ko je Marija vstopila nazaj v Rahelino hišo, so bili vsi zbrani na drugi strani in enoglasno kričali: Ljubček pa ljubček. To je lepi par. Jutri bo poroka. Gresta po otroka. Marija bi se najraje udrla v tla. V trenutku je vsa zardela in če ne bi prav tisti trenutek tam mimo prišla Ruta, bi Marija nemara kar pobegnila. Ja, dragi moji, kaj pa se tukaj dogaja? A morda niste slišali zvončka? Ali ste pozabili, da se pričenja ura svetega pisma? Ruta, veste kaj? Marija ima fanta. Ja, zdaj je bil pri njej. Imela sta zmenek. Meni se zdi, da je dal ljubčka. Janez, nehaj si izmišljevati in tožariti. Saj sploh nisi nikogar videl. To je res, samo jaz sem jo videla. Ruta, kaj pa, če se Marija poroči, a bo potem lahko še vedno hodila v šolo? Dragi moji, a lahko v tem trenutku nehate? A se je kdo od vas vprašal, kako bi se počutil na Marijinem mestu? In kaj se je dogajalo spodaj pred vrati? Nekakšen hrup je bilo slišati. Ja, oprostite, ker vam nisem povedala, da bom šla iz hiše. Tu mimo je še moj prijatelj Jožef in se je ustavil in me pozdravil. Marija se bo poročila z Jožefom. Marija, koliko otrok pa boste imela? Sigurno 7. Janez, a lahko prosim nehaš? Jožef je moj prijatelj. Res pa si želim, da bi se nekoč poročila, ker je čudovit fant. No, okej. Očitno bomo tole svetopisemsko uro posvetili uri o ljubezenskih odnosih. Kaj o ljubezni se bomo učili, učiteljica Rahela? Ljubezen je nekaj zelo lepega in zelo življenjskega. Bog je želel, da se imamo med seboj radi. Zato nam je dal srce, ki želi ljubiti. Nekaj podobnega je enkrat pripovedovala moja mamica. Ja, mamica gotovo ve, kaj je s srčnimi stvarmi. Moja mamica in ati sta zaljubljena. Včasih sedita skupaj na stolu in, ker mislita, da ju jaz ne slišim, si pripovedujeta smešne reči in se smejita. To je čudovito. Za odnos je treba vedno skrbeti in ga negovati. Modri možje in žene to vedo in čas, ki ga preživita ati in mamica drug z drugim, je zanju zelo pomemben in dragocen. Kaj pa se bo Marija lahko poročila? Okej. Morda nehajmo Marijo spravljati v zadrego. Ne le Marija. Verjetno si bo vsak med vami v nekem trenutku zaželel, da bi našel sorodno dušo in se poročil, a ne? Kaj pa to pomeni sorodna duša? Rahela je čutila, da se je tema učencev na svoj način dotaknila. Rahela je pričela kar se da preprosto, hkrati pa zelo jasno postavljenimi načeli razlagati o tem, da človekovo srce hrepeni po nekom, ki ga bo dopolnil. V Svetem pismu piše, da postaneta mož in žena eno. To pomeni, da se morata dopolnjevati.
v drugem iščemo tisto, kar v sebi ne najdemo, je dejala. Bog je moške in ženske ustvaril različne, ne le telesno, tudi naše čutenje je različno. Različne so naše reakcije, različno nas stvari navdušujejo in prizadenejo, različno razmišljamo. To je bogastvo. Na tak način se med seboj dopolnjujemo in bogatimo. Luka, zdaj pa več ne sledim. Najprej je učiteljica dejala, da človek išče sorodno dušo. Zdaj pa jim pripoveduje, da smo si različni, da se lahko med seboj bogatimo. Zvedav, spet si neučakan. Poslušaj, pa ti bo vse jasno. Učiteljica Rahela se je prepričala, da ji učenci sledijo in nadaljevala o tem, da različnost bogati, a le pod pogojem, da se med seboj iskreno in odkrito pogovarjamo. Povedati si moramo, kako kdo razmišlja, kako čuti, kaj mu je pomembno. Če take pomembne reči skrivamo le v svojem srcu, nas različnost neha bogatiti, ampak nas prične voditi narazen. Razlagala jim je, da se morata fant in dekle, ki si želita poročiti, postati mož in žena, uskladiti o veliko pomembnih rečeh. Strinjati se morata o tem, kaj ima je pomembno. Strinjati se morata seveda o družini, ki jo boste ustvarila, in še o marsičem. Ustvarjati skupnost je nekaj zelo odgovornega. Zatem je sledil stavek, ki ni šel zlahka v glave njenih učencev in učenk. Graditi odnos je počasen in odgovoren proces in v njem ne smemo ničesar prehitevati. Kako to mislite, učiteljica Rahela? Fant in dekle se ne smeta prehitevati? Se zgodi, če se prehitevata? Sigurno prometna nesreča. Še vedno nam niste povedali, kdaj se lahko poročimo. Pa kako lahko veš, da je tisti človek res pravi, da se z njim poročiš? Vprašanja so kar vrela iz src in misli Rahelinih učencev. Počasi in jasno je nadaljevala svojo razlago. Pripovedovala je o hrepenenju, ki se prebudi med fantom in dekletom, ko se zaljubita. Hrepenenje je eden najlepših delov odnosa. Da bi lažje razumeli, jim je povedala kar na primeru Marije in Jožefa. Marija hrepeni po Jožefu. Če bi Marija prehitevala, bi zapustila šolo in ostala doma, da bi se lahko z Jožefom kar naprej videvala. Zelo rada bi bila ves čas z njim in tudi on z njo. A tudi ta čas, ko se ne moreta videti in lahko le mislita drug na drugega, je zanju zelo pomemben. Zdaj je čas, ko čakata drug na drugega, je dejala učiteljica Rahela. In to je prelepo. Brez hrepenenja lahko odnos hitro izgubi svoj čar. Če je vse na dosegu roke in če po ničemer ne hrepenimo, potem tisto tudi manj cenimo. Vsi učenci so Rahelo strme poslušali, zlasti starejšim med njimi je bilo jasno, kaj je pripovedovala. A to se jim je zdelo težko. V tistem trenutku se je Ruta spomnila preproste, a odlične primerjave. Pomislite na naše kosilo. A si predstavljate, da bi vsak dan jedli torto? Praznik naj bi bil nič drugačen od vsakega drugega dne. Tako pa vsak dan jemo preproste stvari in torto le ob nedeljah ali praznikih. Kaj torta je potem kot zmenek? Marija vsak dan samo misli na Jožefa, ko pa ima ta zmenek, je pa kot torta. Judita odlično si to razumela in čez dolgo časa, ko se bosta spoznavala in hrepenela drug po drugem, bosta spoznala, da se lahko drug drugemu podarita za vse življenje. In potem se bosta poročila. Rahela je bila zadovoljna, da so učenci razumeli. Za konec je spomnila še na Jožefa. Spomnila jih je na to, kako veliko dejanje ljubezni do Marije je bilo, ko je premagal ovire, prosil očeta, da sta šla tu mimo, da se je lahko srečal z Marijo. Če bi ne bilo hrepenenja in ovire, če bi bila z Marijo lahko ves čas skupaj, bi te priložnosti ne bilo.
Jaz ne vem, če bi si upal poročiti za vse življenje. Ja, dragi moji, nikoli ne pozabite. Odnos potrebuje trdne temelje. In Janez, ko ga boš postavil na tak trden temelj, boš v nekem trenutku začutil, da se boš lahko podaril za vse življenje. Tole pa sta Ruta in Rahela lepo in pošteno razložili. Meni je vse jasno. Da ti je jasno, je šele prvi korak. Tisti, ta pravi pa je, ko to zares živiš. Tisti korak je še težji. A veš, kaj sem si danes zaželel? Hruško? Da bi našel kako prijazno jezovko, ki me bo dopolnjevala in jaz njo. In bova hrepenela drug po drugem. In bova potem enkrat postala mož in žena. Če smo pred nekaj dnevi ob Joachimu in Ani bili zlasti s tistimi, ki že utrjujete in poglabljate svoj ljubezenski odnos, smo danes s svojimi mislimi predvsem pri tistih, ki postavljajo temelje bodočemu ljubezenskemu odnosu in tudi za njih bomo seveda izrekli kako prošnjo. Poleg nje pa še številne druge. Gospod, prosimo te, pomagaj nam, da bomo v ljubezenskih in prijateljskih odnosih drug drugega poslušali in se spoštovali. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za vse, ki prave ljubezni niso deležni. Podeli jim vero in zaupanje v tvojo neskončno ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, pomagaj našim staršem, da si bodo znali vzeti čas drug za drugega. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te, daj nam moči, da bomo drug o drugem govorili samo dobro. Prosimo te, usliši nas. Dragi Jezus, prosimo te za vse, ki smo jih imeli radi, a so že odšli iz tega sveta. Sprejmi jih k sebi v nebeško slavo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, milostno usliši naše prošnje, ki ti jih vedno znova izrekamo, prinašamo in zaupamo, da jih rad uslišiš. Saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Zame si vstal.
Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Oče, sprejmi te darove, ki ti jih veselo prinašamo. Pomagaj nam, da bomo vztrajno posnemali Sveto Devico Marijo in tako zvesto poslušali navdihe Svetega Duha, ter v vsem iskali le hvalo Tvoje slave po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Ljubljeni Oče, zares smo veseli, ko se ti zahvaljujemo in te skupaj s Kristusom slavimo. Slava ti, rad nas imaš. Tako si nas ljubil, da si za nas ustvaril ta svet, ki je tako zelo velik in lep. Slava ti, rad nas imaš. Tako nas imaš rad, da nam daješ Jezusa, svojega Sina, ki nas vodi k tebi. Slava ti, rad nas imaš. Tako nas imaš rad, da nas v Jezusu združuješ kakor otroke ene družine. Slava ti, rad nas imaš. Za tako velik dar ljubezni se ti zahvaljujemo z angeli in svetniki, ki te molijo in z njimi kličemo. Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Dobri Oče, naj bo hvaljen Jezus, ki si ga ti poslal, saj je prijatelj otrok in ubogih. Prišel je k nam, da bi nam sam pokazal, kako naj ljubimo tebe in se imamo radi med seboj. Prišel je, da bi nas odvrnil od hudobije in sovraštva, ki je ovira za prijateljstvo in resnično srečo. Obljubil nam je Svetega Duha, ki je vse dni z nami in nam daje Božje življenje. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Bog naš Oče, prosimo te, pošli svojega Svetega Duha, ki naj te darove kruha in vina spremeni v telo in kri Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Tisti večer pred svojim trpljenjem nam je pokazal, kako zelo nas ljubi. Ko je s svojimi učenci sedel pri večeri, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Jezus, za nas si umrl. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, jim ga podal in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezus, za nas si umrl. Nato jim je Jezus rekel: To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, spominjamo se smrti in vstajenja Jezusa, odrešenika sveta. Sam se nam je izročil, da se moramo z njim darovati in bližati tebi. Slava in hvala tebi, naš Bog. Gospod naš Bog, usliši nas in podeli duha svoje ljubezni vsem, ki se udeležujemo te svete daritve. Naj bomo v tvoji cerkvi vedno bolj eno, skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi, duhovniki in vsemi, ki služijo tvojemu ljudstvu. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Nikar ne pozabi tistih, ki jih imamo radi, pa tudi ne tistih, ki jih nimamo dovolj radi. Priporočamo ti tudi vse, ki so umrli v tvoji ljubezni, dobrotno jih sprejmi k sebi v nebesa. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Prosimo te, zberi tudi nas, nekoč pri sebi, skupaj z našo nebeško
Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, da bomo v tvojem kraljestvu slavili večni praznik, kjer ti bodo vsi Jezusovi prijatelji brez konca prepevali. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Za odnos je treba vedno skrbeti in ga negovati, nam je danes povedala učiteljica Rahela. To velja za čisto vsak odnos, tisti z možem ali ženo, s fantom ali punco, s prijateljem, s starši, otroki in seveda z Gospodom. On sam nam je dal najlepšo molitev, da bi odnos z njim lažje zgradili. Danes se z molitvijo Oče naš obrnimo k njemu in ga prosimo, naj nam pomaga pri trudu za vse naše odnose, v katere stopamo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošilješ nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Prosimo te, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Bog je želel, da se imamo radi med seboj. Zato nam je dal srce, ki želi ljubiti. Pomislite, kako lepo je ljubiti in biti ljubljen. Takrat občutimo veselje, toplino in mir v naših srcih, kljub vsem viharjem, ki divjajo okoli nas. Da bo mir spet prišel v naša srca, z objemom ali stiskom roke pokažimo drug drugemu, da se imamo radi. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Povabite Jezusa v svoje srce z molitvijo za prejem duhovnega svetega obhajila.
najsvetlejša si luč temi, ki razsvetlila moje je srce. Naj bom ponižen služabnik ti, naj svetim tudi jaz. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum in da zmorem se tu, saj ob meni si ti vsak dan. Vem, da ti vidno razumeš me, vem, da ob meni si to iščem te. In ko ne najdem poti naprej, začutim tvojo moč. Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot, ki mi kažejo tvoja dlan. Meni je pogum, vem, da zmorem se to, saj ob meni si ti vsak dan. Zahvalimo se najprej za milost duhovnega svetega obhajila in skupaj molimo. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Gospod, hvala, da si nam podaril srce, ki želi ljubiti. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala za bogastvo različnosti, da lahko drugega dopolnjujemo in bogatimo. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala za odnose, ob katerih lahko rastemo in postajamo boljši ljudje. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala za našo nebeško mamo Marijo in za šmarnice. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala za vse ovire in težke trenutke, saj se iz njih lahko veliko naučimo. Hvala ti, Gospod. Molimo. Vsemogočni Bog svoje služabnike si nasitil z istim kruhom zveličanja. Prenovi nas darom Svetega Duha, da bomo pod varstvom Svete Device Marije delali za mir in edinost med brati in sestrami, za katere se je daroval v odrešenje Jezus Kristus, tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Čaka nas samo še preverjanje, kdo ima nocoj srečo. V bobnu so seveda tudi nocoj listki z imeni vseh tistih, ki ste bili včeraj pri Šmarnicah in ste to potrdili. 5 bomo znova izžrebali, ta je prvi, ta je drugi, ta je tretji, ta je četrti. A veste, da se je zgodilo komu, da je vsak večer pri Šmarnicah pa še recimo ni bil izžreban? Mogoče bojo nocoj. No pa poglejmo, 5 listkov je tu. Na prvem listku Maša Gracar. Maša, čestitke, čakate nagrada seveda konec tedna šele v slaščičarni Jagoda. Amelija in Evita Koritnik, čestitke. Tretji nagrajenec sta tudi 2 nagrajenki, in sicer Laura in Maruša Gerjevič, čestitke. Potem pa družinica Petan naposled, se pravi Tadeja, Karin in Klara Petan, ki so tudi pridno vsak večer pri Šmarnicah. In še Gašper Mikolanc, čestitke Gašper, za to, da si imel srečo in da si dobil nagrado.
Ja, vsi, ki ste nocoj vztrajali do zdaj, si pravzaprav jutri zaslužite nagrado, ne, za vztrajnost. Res ni bilo v naši moči, mi smo se zelo trudili, malo nervoze je bilo tu, ampak Bogu hvala, da smo skupaj, da smo tudi nocoj počastili Gospoda in prisluhnili seveda novemu prizoru šmarnične zgodbe. Ta nas čaka tudi jutri. Imamo pa nocoj ekipa Šmarnic eno presenečenje za vas. Sej vsak večer skušamo podariti to našo šmarnično zgodbo, s katero se veliko trudimo. Ampak veste, tako kot je nocoj tehnično šlo na teh internetnih povezavah nekaj narobe, se pa včasih zgodi, da gre kaj narobe tudi pri snemanju. In se veste, da taki posnetki utegnejo biti včasih potem za gledanje zelo zanimivi. Tako da, če se še niste danes iz srca nasmejali, zdaj enih 5 minut potem, ko se bo končala šmarnična sveta maša, ko bomo zapeli sklepno pesem, prejeli blagoslov, seveda tudi nocoj se ne pozabite podpisati, zato da pridete v Boben za jutrišnjo žrebanje. Enih 5 minut potem se bo že zgodila premiera teh spodrsljajev pri našem snemanju. Na YouTubeu se bojo vsi linki gor objavljeni, tako da se prisrčno nasmejete. No, vsej mi smo se smejali, ko smo gledali svoje neumnosti. Tako. Lep večer, vsem mirno noč in obilje Božjih darov na predvečer praznika Jezusovega vnebohoda. Naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Za konec posegamo celih okroglih 5 let v zgodovino, ko smo na oratorijskem travniku prepevali Dominiku Saviju. Dominik naš vodnik, tudi jaz bi rad bil svetnik. Za igrivost in norost, žar veselja in mladost, svim brez griha je svetost. Čista duša in telo, to je moj zaklad. Daj, da ga prinesem bom do nebeških vrat. O Dominik naš vodnik, tudi jaz bi rad bil svetnik. Za igrivost in norost, žar veselja in mladost, svim brez griha je svetost. Jezus vodi me v nebo, saj imaš me rad. Daj, da večno bom s teboj, saj si ti moj brat. O Dominik naš vodnik, tudi jaz bi rad bil svetnik. Za igrivost in norost, žar veselja in mladost,